V teh dneh se vrstijo tudi različne komemoracije. Letos mineva 82 let od tragičnih in grozovitih dogodkov na Ajdovi njivi v Ledeči vasi in ob nemškem bombardiranju šentjernejskih vasi. Spominu na padle borce, pobite talce in žrtve bombnih napadov so se na skupni slovesnosti poklonili tudi letos. Nemški okupator je 21. oktobra 1943 kruto pomoril 27 nedolžnih domačinov, je na slovesnosti, ki so se udeležili tudi svojci žrtev, spomnila predsednica Šentjernejskega združenja borcev za vrednote NOB. S tem, da je bilo 17 domačinov pobitih na Ajdovi njivi, ostali pa so bili kruto pobiti kar pred domačim pragom. Isti dan je potekalo tudi boj Gubčeve brigade v Ledeči vasi in je bilo pobitih 32 borcev in bork Gubčeve brigade. Krvavi davek pa je terjal tudi nemški bombni napad. Ki je bil pa prej, 13. septembra 1943, kjer je bilo pobitih 9 vaščanov v hiši v Šentjerneju. Sicer so pa bombardirali in je bilo tudi veliko škode in žrtev tudi okoliške vasi. Tragični dogodki pred 82 leti so globoko zaznamovali kraj in ljudi, je na skupni komemoraciji poudaril šentjernejski župan. Pravijo, da je zgodovina učiteljica življenja, toda ali res poznamo svojo zgodovino, ali jo negujemo, ali smo boljši in modrejši od svojih predhodnikov. Menim, da žal ne. Vojna se ne začne takrat, ko padajo bombe in pokajo puške, je dodal, ampak se začne v človeku, ki je konflikten, ki grabi in ki sovraži. Nihče se ne sme postaviti nad sočloveka, nad njegovo svobodo, kaj šele nad njegovo življenje. In nobena ideologija in noben cilj nista bolj sveta od človeškega življenja. Zato se moramo vsi mi truditi za dialog, za mir in negovati vrednote, na katerih stoji naša kultura. Slovesnost v spomin na padle borce in pobite talce, ki so jo obogatili z recitacijami in pesmijo, Šentjernejsko združenje borcev že nekaj desetletij pripravlja tudi v opomin, da mir in svoboda nista samoumevna in da se podobne vojne grozote ne bi nikoli več ponovile.